Pozdravljeni! V komentarju velike nagrade Turčije se bomo skušali skupaj dotakniti marsikaterega, po mojem mnenju, zmotnega prepričanja navdušencev Formule 1 in skupaj pogledati vse tiste zanimive točke, ki nam lahko pridejo prav tudi v prihodnosti. Mnogokrat se zgodi, da prebiram tudi druge komentarje avtorjev, ki se ukvarjajo s Formulo 1. In marsikdaj sem razočaran, kajti namesto komentarja, nekega mnenja, ki ga ima avtor, dobim obnovo tistega, kar se je zgodilo na progi. In zaradi tega sem marsikdaj razočaran in se sprašujem, ali si bralci oziroma gledalci sploh želijo obnov. Kajti sam si predstavljam, da ukolikor je nekomu všeč Formula 1, bo ta posameznik gledal dirko, ukolikor bo to mogoče. Drugače bo pogledal obnovo in ne komentarja. In pogostokrat se zgodi, da dobimo samo našteta določena dejstva, katera pa konec koncev pokvarijo tisti generalni vtis, katerega bi moral dati komentar. Namreč po tem uvodu bi rad povedal, da mnogokrat se zgodi, da izgledajo zmage Lewisa Hamiltona dobesedno enostavne. In tudi iz takih obnov verjetno mnogi navdušenci dobijo vtis, da življenje Lewisa Hamiltona je prekleto enostavno, kajti na razpolago ima tisti fantastični bolid tovarniške ekipe Mercedes, ki mu vse omogoča z lahkoto. No, velika nagrada Turčije je pokazala, da temu sploh ni bilo tako. Namreč dvojni V11 tu sploh ni bil tisti najboljši bolid, še zdaleč ne. Ne na prostih treningih, ne na kvalifikaciji in tudi ne na dirki. Čeprav v mnogih tako imenovanih obnovah bomo brali o fantastični zmagi Mercedesa in Lewisa Hamiltona. A zmaga, po mojem osebnem mnenju, gre na račun Lewisa Hamiltona in pika. Namreč odpeljal je dirko, kjer v prvi fazi se je modro držal v ozadju. Hranil je pnevmatike in še sam sem bil začuden v tisti fazi, ko je vztrajal za Sebastianom Vettelom, kaj sploh počne. Končal je dirko z enim samim postankom in če pogledamo stanje njegovih pnevmatik intermediate, se lahko samo zgrozimo. Profila dobesedno ni. Kako mu je uspelo v zadnjih krogih obdržati bolid na progi, ve samo on. Res, Lewis Hamilton je znan po tem, da ima izjemen nadčloveški občutek za pnevmatike. Videli smo na drugih dirkah podobno zadevo. A tu je pokazal še malce več, namreč ne samo svoj prefinjen občutek, temveč tudi svojo vizijo, ko je razumel, da v tistem začetnem in srednjem delu se ni potrebno izpostavljati, da se mu bodo potem umaknili sami od sebe vsi nasprotniki. Edini, ki je bil na podobni strategiji, je bil Sergio Perez, kateri pa, bodimo iskreni, ni tako hiter kot Lewis Hamilton in mislim, da je to vsakomur jasno. Še posebej, če bomo videli tudi v nadaljevanju, da so pri Racing Pointu malce zaspali s tisto menjavo. A pojdimo malce naprej. Rad bi poudaril še eno zanimivost, katera je marsikomu verjetno ušla. Namreč dogaja se malce prepogosto, da na tisti dirki, ko določena ekipa hoče obeležiti neko posebno priložnost, imajo dobesedno zanič dirko. In tu bi vas rad spomnil na tisto praznovanje tovarniške ekipe Mercedes na veliki nagradi Nemčije v sezoni 2019. Na tisti fantastični 1000 dirki skuderije Ferrari v Mugellu, kjer mislim, da ni potrebno zgubljati besed. Ampak tudi tu v Turčiji, ko smo na eni dirki imeli kar dve ekipi, ki sta praznovali, smo videli katastrofalne rezultate.
Namreč tu v Turčiji smo lahko videli 500. dirko ekipe Sauber in ja, čeprav jo mnogi kličejo Alfa Romeo, je tisto samo pokrovitelj, bila je 500. dirka ekipe Sauber, katera je bila daleč pod pričakovanji, še posebej, če smo jih videli prvič letos, da so z obemi bolidi prišli v Q3. Seveda, mnogi navijači in navdušenci so pričakovali nekaj več, ampak mislim, da je bil splet okoliščin v kvalifikacijah tisti, ki je večino navdušencev spravil v zmoto. Če smo pravzaprav iskreni, so pristali tam, kjer so v celotni sezoni. Ne smemo pozabiti na to, da je bila tu tudi 300. dirka Red Bulla. In oba voznika Red Bulla, po mojem osebnem mnenju, sta zapravila veliko priložnost, da bi se pokazala v enkratni luči. Namreč po tistem, kar sem videl sam, je bil prav Red Bull RB16 tisti, v teoriji, na papirju govorim, najboljši bolid. A izkazalo se je, da so bili drugi na papirju počasnejši, v bistvu spredaj. In seveda v skuderiji Ferrari malce kasneje, rad bi se na začetku ustavil pri ekipi Racing Point, kjer so pokazali, če se mene vpraša, fantastično dirko. Videli smo v prvi fazi Lensa Strolla, kateri je izjemno suvereno vodil. Mnogi izmed nas bi si lahko predstavljali, da nekdo, ki bi dosegel pole position, bi se lahko brezglavo pognal na dirko in nekako tam po nekem majhnem številu krogov naredil napako in končal v ograji ob progi. Ne, Les ni naredil napake. A treba je poudariti nekaj, kar se mi zdi bistveno. Namreč to, da je njegov pole position verjetno tudi sad nastavitev, ki so jih izbrali pri sami ekipi. Namreč za razliko od tistega, kar bi lahko pričakovali pri Red Bullu, je bil Racing Point Lensa Strolla, verjetno, moje osebno videnje, nastavljen za mokro progo. Zaradi tega je bil tudi tako dober v tisti prvi fazi, kjer smo videli izjemno namočen asfalt. Ko se je proga začela počasi sušiti, so se začeli časi na krog Lensa Strolla dvigovati in zaradi tega lahko rečem, da sem ga pričakoval, da ne bo med zmagovalci dirke oziroma med potencialnimi zmagovalci. To, da je končal v ozadju, niti ni tako čudno, kajti kot sem povedal, tisti prvi postanek je bil po mojem osebnem mnenju malce prepozen pri ekipi Racing Point. A moramo biti iskreni, kakšne izkušnje pa imajo s tem, da vodijo dirke, bistveno manj od vse ostale konkurence. Presenečen sem, da pri Sergiu Perezu jim je uspel veliki met. A tu je zopet pomislek na tisto, kar sem povedal pri komentarju v kvalifikaciji. Namreč Sergio Perez ni osvojil pole positiona, a verjetno so se pri ekipi Racing Point odločili za dve različni nastavitvi, dve različni strategiji. Imeli so dve različni žezli v ognju in pokazalo se je, da na koncu so imeli prav. Iztrgali so fantastično drugo mesto za ekipo Racing Point, govorim, čeprav je na začetku kazalo celo na dvojno zmago in tega se moramo zavedati. Seveda pri Ferrariju so pokazali fantastično dirko in to pravzaprav takrat, ko Matije Binotto ni bilo na progi. Verjetno slučajno. Treba se je vprašati nekaj, kako je možno, da v prvi fazi dirke je bil Sebastian Vettel kar naenkrat tako briljanten, v neki vlogi, katerega nismo navajeni, posebej v tem zadnjem obdobju. Kar naenkrat v tistem srednjem delu dirke se je prebudil Charles Leclerc, a na koncu, pravzaprav v zadnjih ovinkih, je napravil nekaj, kar me je pustilo presenečenega in to ne preveč pozitivno. Namreč poskušal je prehiteti Sergia Pereza. Kot sem že omenil, Sergio Perez je bil prav tako na enem postanku kot Lewis Hamilton in na koncu je imel prav tako izrabljene pneumatike. Charles Leclerc je bil na dveh postankih, imel je boljše pneumatike in vse, kar bi lahko temu še dodali. A vseeno to, da nekdo, ki je prvi voznik Ferrarija in mislim, da tukaj ni dvoma, je res, da mora poizkusiti vse, da doseže boljše mesto.
a da naredi tako, dovolite mi, začetniško napako, mislim, da ni primerno. Namreč Charles Leclerc se je boril za drugo mesto, je v bistvu dosegel drugo mesto, a na koncu je končal 4. Stavil je vse, kar je pravilno v Formuli 1, težava je v tem, da je izgubil in Charles Leclerc v svoji karieri je naredil dosti podobnih napak, katere so mu pa tisti odgovorni v raznih medijih mnogokrat oprostili. Tudi letos smo videli neko napako, kjer je izločil pravzaprav svojega moštvenega kolega po nepotrebnem. In treba se je vprašati, ali je Charles Leclerc postavljen na mesto prvega voznika, ali je tudi konec koncev zrel za vlogo prvega voznika. Gre za skuderijo Ferrari in izgovori kot saj je mlad in se bo že naučil, tu ne pride v poštev. Sam se sprašujem, videli bomo v naslednjih dirkah, kako se bodo stvari izkazale, a bodimo pozorni na to. Svetovna prvenstva se izgubljajo tudi s takimi napakami. Formula 1 je šport, kjer ni važno, kaj si poskusil, važno je, kaj si naredil. In seveda, kot sem že povedal, mislim, da je to najboljša dirka Sebastiana Vettela, ki smo jo videli letos čisto v njegovem stilu, ne preveč agresivna, na srečo ni naredil nobene napake. In seveda, dirka Valtterija Bottasa je pod vsako kritiko, kot bi lahko rekel še za marsikoga drugega, a ne vemo, kaj se je zgodilo z Bottasom pravzaprav na začetku dirke, kako je poškodovan njegov bolid in kaj se je zgodilo v njegovi glavi. Lewis Hamilton vseeno je pokazal svojo veličino in svojo veličino je pokazal tudi tako, da je bil hitrejši od Bottasa za cel krog z enim in istim bolidom. A seveda sedaj moramo priti k Red Bullu, kjer so me dobesedno razočarali. Namreč na njih sem stavil in v določenih segmentih dirke sta bila tako Max Verstappen kot Alexander Albon briljantna. A kaj, ko so bili ti trenutki briljantnosti samo iskreni? Videli smo zopet tisto napako Maxa Verstappena, ki je posledica neučakanosti. Namreč tisto njegovo vrtenje, katero je kompromitiralo celo dirko, je bilo rezultat tega, da je šel na premoker del proge, kjer ni bilo šans, da bi obdržal bolid v pravi smeri. Alexander Albon, če sem pravzaprav iskren, je pokazal tisto, kar smo videli v ostalih dirkah, a njega pričakujem, da bo eksplodiral, a ne eksplodira nikoli. Res pri Red Bullu sem pričakoval, da se bodo bolje odrezali, pričakoval sem tudi, da imajo bolid nastavljen za bolj suho progo in tisto, kar sem videl na sami dirki, me je pustilo res razočaranega in mislim, da tudi marsikoga izmed vas. Seveda, kar smo videli pri Renaultu, je bilo nekako pričakovano. Na začetku sem rekel, da Renault je malce v ozadju, presenetili so na samih kvalifikacijah. McLaren je bil dober, bistveno boljši od tistega, kar smo videli na samih kvalifikacijah in tistih problemov z rumeno zastavo. Tu bi se rad ustavil na tisti drugi ekipi sfere Red Bull na skuderiji Alfa Tauri, kjer spet niso dosegli tistega, kar bi sam pričakoval, a tisti problem, ki ga je imel Pierre Gasly na začetku, pred začetkom proge, velja, da se ga omeni tudi v tem komentarju. Namreč pred začetkom dirke so pri skuderiji Alfa Tauri želeli zamenjati preventivno nekatere komponente pogonskega sklopa Pierrea Gaslyja. In seveda dobili so dovoljenje, začeli so razstavljati bolid, preden je prišel tisti pravi komisar. Ko je prišla kontrola, je bil že bolid tako razstavljen, da v bistvu niso mogli določiti, kakšne spremembe so naredili in govorimo, da gre za Parc Fermé za nastavitve. Problem je v tem, da so videli, da ni bilo potrebno zamenjati komponente pogonskega sklopa, zato so namestili spet stare nazaj. In seveda to je pomenilo tisto kršitev Parc Ferméja, začetek z 19. mesta, kot sem povedal na tistem komentarju v živo.
Zanimivo je to, da nekdo kot je Scuderia Alfa Tauri, izkušena ekipa z mnogimi vodilnimi, kateri so pri izjavah prav tako pikri kot odgovorni pri Red Bullu, naredi tako začetniško napako. Sam kaj takega od njih nisem pričakoval. A pustimo, Formula 1 je tudi to, da nas preseneti v dobrem in v slabem. Rad bi povedal, da ta dirka za veliko nagrado Turčije je pokazala, kakšna mora biti Formula 1. In čeprav bomo zopet slišali od nekaterih, pa saj je zmagal Hamilton, kaj ste pa pričakovali, je takim ljudem res povedati, da Formula 1 je nekaj več kot tisti končni rezultat. Je strast, je razmišljanje, je učenje in na koncu tudi razumevanje tega malce zapletenega, a konec koncev prav zato zanimivega sveta. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.